pozdravljeni tudi mojim imenom. Kot je bilo že povedano v prvi obravnavi predloga odloka so poglavitni razlogi za sprejem novega odloka pač njegova zastaranost, potem širjenje področja dela zavoda, spremenjene dejavnosti kot tudi izkušnje izrabe javnega uprave. V prvi obravnavi je bilo predlagani odlok kar nekaj pripomb, več ali manj smo jih upoštevali in v dokumentaciji tudi zapisali. Tako po novem ima zavod 5 organizacijskih enot opredeljenih za posamezna področja, to je za področje Centra za podjetništvo in turizem, za potrebe izvajanja dejavnosti na področju podjetništva in turizma, potem mladinski hotel za potrebe izvajanja hotelske oziroma nastanitvene dejavnosti ter druge dejavnosti tržnega značaja, potem mladinski center za potrebe izvajanja dejavnosti za mlade, večgeneracijski center za potrebe izvajanja dejavnosti informiranja, državništva, ozaveščanje, svetovanje in izobraževanje vseh generacij na območju občine Brežice, ter posebej še potem projektna pisarna za potrebe izvajanja prijav na evropske projekte. Organizacijske enote posamezne pa vodijo strokovne vodje področji. Potem so bile dodane tudi pregledane in dodane dejavnosti, ki do sedaj ni bilo v odloku. Tako je dodana dejavnost obratovanja taksijev, dejavnost avtokampov in taborov, oddajanje in obratovanje lastnih ali nekih nepremičnin in pa dajanje lahkih motornih vozil za najem ali zakup. V odlok so tudi vnesene spremembe o pogojih za zasedbo delovnega mesta direktorja in sicer smo določili, oziroma predlagamo primerljive glede na vseh poslovanja zavoda in pa področja, ki jih ta pokriva, kot tudi pogojev v primerljivih javnih zavodih v občini. Tako predlagana sprememba določa, da je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki ima poleg ostalih pogojev 5 let delovnih izkušenj, od katerih najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnem oziroma vodstvenem mestu. Prejšnji odlok je določil, da ima 1 let delovnih izkušenj na vodilnem oziroma vodstvenem delovnem mestu. Dodali pa smo tudi pod organ zavoda strokovni svet, in sicer na način, kot je zapisano v 42. členu zakona o zavodih, in sicer, da ima zavod strokovni svet ali drugi kolegijski organ, sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta, pa se določi statutom ali pravili zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi. Tako ima ZPTN predlagane 3 organe, oziroma določene, to sta direktor, svet zavoda in strokovni svet. Pa, kot je že bilo opredeljeno, pa tudi kot opaženo pri ostalih javnih zavodih je tudi pomembno pač navajanje oziroma upoštevanje tudi 119. člena pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da lahko javni zavod tudi ZPTN izvaja prodajo blaga in storitev, koliko lahko zagotavlja najmanj pokritje vseh 100 dejavnosti povezanih prihodkov. Tako to so na kratko bistvene spremembe, ki smo jih oziroma pripombe, ki smo jih upoštevali v pripravi novega predloga oziroma predloga v drugi obravnavi. Hvala. Idemo na razpravo, oziroma odgovori so dali na pozitivno mnenje vsi. Zdaj še bolj odgovor, kaj je dodati? Odgovor za družno javnost. Zadevo obravnavo in tako kot tudi že rekla, torej dela tiste pripombe, ki so se nam zdele pomembno izpisane, so se tudi upoštevale. Seveda, dejstvo je, na katero ne moramo in zato ne bi še enkrat razlagala, razleda glasu, ki v bilo za. Stališče, o katerem smo kar nekaj časa razpravljali na prvi in tudi v drugi obravnavi. Zelo pomembno je, kako bo ta osrednji menedžment postavljen v smislu strokovnosti in pa res zavzetosti za delo, kajti mi lahko v odloku marsikaj napišemo, zelo lepo postavljamo in seveda pričakujemo, da bo isti dovolj ta zavod izvršno model in seveda tudi naslednji te stvari prevedo na način, da bomo vsi zato, ker smo zaveli na recimo da bi nek način postavili na pisni obliki, tudi realnosti to potem imeli kot zelo pozitivne načine. Če pa bodo to vedeli ljudje, ki seveda je samo zato, da bodo to delovno mesto imeli,
in da bo ZPTN stagniral, potem seveda tudi ta odlog ničem ne bo doprinesel. Hvala. Hvala. Še kdo želite razpravljati? Ne, potem bi kar na glasovanje, mislim, da je samo povzela razpravo, Prav, sprejme se prisotnost in pa sprejme se odlok ustanovitvi zavoda za podjetje Turizem Mladino Brežice. In pa za vse. Državne soglasno sprejeto, prehajamo na 7. točko dnevnega reda svetu, spremembo sklepov financiranja fakultete za turizem in Brežice za leto 2022 in 2023. Hvala še enkrat. Občina zagotavlja sredstva za delovanje fakultete skladno s pogodbo, ki je bila sprejeta v letu 2012 in potem še aneksirana. Pogodba določena, da bo občina zagotovila sredstva za ustrezne prostore in opremo za delovanje ter izvajanje študijskih in raziskovalnih prostorov na drugi lokaciji, kot je uprava fakulteta, vse do zagotovitve ustreznih prostorov, ki bodo predani fakulteti v upravljanju. Ker občina še ni izvajala investicije za graditev dodatnih prostorov, je zavezana zagotoviti ustrezne najete prostore. Po predhodnem soglasju oziroma sklepu občinskega sveta tudi stroške najemnin v najetih prostorih. Zaradi večjih stroškov, vezanih na zagotavljanje prostorov in opreme, je bilo v 2023 rebalansu povečana tudi postavka za 20.000 evrov. Zato predlagamo sklepu spremljeni sklepu o sofinanciranju fakultete za turizem za leto 2024, tako da bi fakultete za turizem namenili v leto 2024 50.000 evrov. Tudi odbor je tu razpravljal, da smo pozitivno mnenje se rad odpiram razpravo. Še dva? Odbori ne bomo več povedali. Odbori lahko prej, predhodno lahko odbori. Imeno odbora, ja, znakom mislim. V imenu odbora moram povedati, da smo mi kar stisnili z ljudmi dali pozitivno mnenje, pa ne zaradi tega, da bi bili prilošili fakulteti, da bi lahko sploh delala, vendar zaradi tega, če pogledamo strategijo razvoja občine Brežice, ki imamo tudi rešeno na naši strani občine, seveda vidimo, da bi morali te pogoje že davno zagotoviti. In seveda pri tem se nam postavlja vprašanje, kako dolgo še ta epidemija trajala in seveda ali ima res strateško občina Brežice sploh namen, da zagotovi prostore za to fakulteto. Je edina v teh krajev, mnogo od nas je še tlele, ki smo se z njo zelo prizadevali in bi seveda zelo težkim srcem rekli, da si ne želimo, da bi to vedali. Število študentov se povečuje in to je bil naš res, to sta bila naša dva glavna argumenta, da enostavno pač vemo, vsi stroški so se povišali, da moramo to zagotoviti, tudi glede na zakonsko oziroma pogodbene obveznosti, seveda pogodba se lahko vedno prekine in pa vemo, kakšne ima to posledice. Torej, jaz upam, da bo tista alineja, da bomo imeli prostore za fakulteto, tudi strategijo občine Brežice in realizirano, ali pa se pač odločimo nekaj drugače. Hvala. Zdaj, mogoče jaz sem, da še tudi, če jaz tega naprej ne začnemo razpravo, mi v občini si izjemno prizadevamo že kar nekaj časa, da bi prišlo do te izgradnje. Vemo, da tu smo že celo sprejemali sklep na prejšnjem občinskem svetu, da se prenese bivši dom, dijaški dom na fakultete in da skupaj dobimo evropska sredstva. Žal ta evropska sredstva niso bila odobrena. Fakulteti oziroma fakulteta je univerza je prijela določene sredstva, obljube, določene evropske sredstva, vendar ni bila vključena fakulteta Brežice. Tako da mi si še vedno močno prizadevamo, treba seveda vedeti, da občina za vlastnimi sredstvi tako fakulteto oziroma ostalo investicije mora investirati. Tako
začasno najemala. Prostore še, kajti vsaj po mojih informacijah, naši biološko vremeno, je nujno zagotovili dodatne prostore. Ampak potem je za po razpravi dekani novi, ki je tu med nami tudi besedo in lahko odgovorila tudi na kakšno vprašanje, ki se bo vsake pojavil. Najprej je bil prijavljen minister Andrej Vizjak. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav vsem, hvala lepa za besedo, župan. Če se skoro spomnim, je bil januarja leta 2022 predan. Podpisano pismo v Meri za zagotavljanje dodatnih prostorov za fakulteto za turizem in takratno vlado in univerzo v Mariboru in fakulteto za turizem. Skratka, bila je pisana namera, da se zagotovi te dodatne prostore in mene se zanima, župan, pa se dogaja s tem, zakaj je ta vlada sedanja v tega odstopila, kako je predstavnica Gibanja Svoboda, ki je v vlastnih tem spraševala. Skratka, zakaj se namera, ki je bila takrat izražena, da prejšnjo vlado ne realizira. To je podpisano tu v Režicah. Tu pa vidimo, da zdaj dodatno dodelimo proračun z povišenimi najemninami. Torej, kaj se dogaja v ta trenutek med univerzo v Mariboru, pristojnim ministrstvom za visoko šolstvo in fakulteto za turizem in občino seveda glede zagotovitve teh prostorov. Ali je vlada aktualna pasivna, ali je aktivna in tako naprej. Ker to ne gre za občinsko stvar, gre za visokošolski zavod in praviloma se te stvari plačujejo iz pristojnega ministrstva. Torej res gleda daleč od oči, daleč od srca in daleč od denarnice, smo tu v Brestah, da si moramo sami plačevati prostore za fakulteto, ki je še kako potrebujemo. Govorimo o danes o strategiji razvoja turizma in mislim, da je to ena izmed tudi pomembnih strateških točk, kako bomo zagotovili ustrezne prostore za študente na tem delu. No, ne z občinskim denarjem, ne z državnim denarjem, pa tudi vse po Sloveniji. To je ena stvar, to je eno vprašanje. Drugo vprašanje se nanaša na teh dodatnih 20 000, zdaj prej od 30, zdaj po 50. So tam te najemodajalci to dvignili ceno, pa me zanima, na katerih osnovah se dvigne cena kar za 70-80%, iz 30 na 50, ker nimamo v gradivu nobene podlage, nobenih zahtevkov novih najemodajalcev. Zdaj, ali so se te dvignili in za koliko so se dvignili in kakšne pogodbe so za tega, pravzaprav ni nobenih razložitev. Sam dviga se povšalno iz 30 na 50. To je po moje tako vprašanje. Hvala za besedo. Par stvari, najprej redko sem dodijal, kako dan sedem se strenjam s kolegom Vizjakom, da to pač ni stvar, ki morala biti financirana izključno oziroma iz občinskega proračuna. To na pomoč je občina dala za vzpostavitev fakultete, pa za prostore, ki je vodstvo fakultete, pa za tisti, ne vem točno koliko let, po 440 000 evrov. Že kar nekaj evrov to za eno srednjo osnovno šolo, vemo, da tudi osnovne šole potrebujemo in tam pa občina je dolžna zagotavljati pogoje. Zdaj imamo eno pogodbo, ki je bila podpisana pred 10-12 leti in ta pogodba je slaba. Tam piše, da občina zagotavlja primerne prostore. Kaj to pomeni? Za koliko študentov, za koliko kvadratnih metrov po študentu, kakšni standardi? Tega nikaj ne piše. Ampak to je nekaj podpisan z naše strani. Tudi strani fakultete je to malo čudno, da je bila taka pogodba podpisana, ker pravi več, da če ni prostora, da občina zagotovi sredstva o poprejšnjem soglasju občinskega sveta. Pač kaj pač soglasje občinskega sveta ni. Tako da to je pogodba je čudna, slaba. Zato predlagam, da se župan in vodstvo fakultete, oziroma vodstvo občine in vodstvo fakultete
del in da to ta pogodba revidira, da bo noter jasno pisalo, kaj je občina dolžna, kaj je fakulteta dolžna storiti in tako naprej. Ker na podlagi te pogodbe se bomo mi vsako leto tukaj dobivali in pač fakulteta bo prosta za nekaj več, mi bi dali, pa ne bi dali, ampak to lahko vsak, imamo društva, imamo šole, osnovne šole, ki rabijo sredstva za delovanje, pa morajo, ne vem, imeti razne dobrodelne prireditve, da polnijo svoje šolske sklade, bi tudi lahko prišli vsak z neko dodatno zahtevo in prošnjo in to. Tako da pač, kak bom glasoval, še ne vem, bom videl, kak bo razprava danes, pa kakšni bojo odgovori. Predlagam pa torej, da se s to pogodbo nekaj naredi, da bo tisto, kar tam piše, ne bo več podal. Hvala. Ja, hvala za besedo. V tej zadevi smo govorili tudi že na odboru, meni se tudi zastavljajo določeno vprašanje, in sicer kakšne so sploh potrebe fakultete glede teh prostorov. Namreč, koliko mi je znano, je fakulteta gostovala v gimnaziji Brežice, ne vem, tudi v srednji šoli, zdaj ne vem, ali so se tam stroški dvignili, oziroma tudi na drugi strani, ali so ti prostori še primerni za fakulteto ali ne. In danes, ko odločamo o povišanju sredstev, bi bilo na mestu, da je v tem gradivu tudi opis aktualne situacije v zvezi s prostori. Torej, jaz nimam predstave, ali je to gimnazija povišala stroške, ali so stroške povišali nekateri drugi prostorodajalci. In bi prosil gospod dekanju, da nam to nekoliko pojasni. Bi pa si za prihodnji želel, da je to že v gradivu za vsakega občinskega svetnika, da se lahko tudi potem pripravi, da se tudi ustrezna razprava odvije na odboru, ne samo tukaj na seji občinskega sveta. Hvala. Hvala za besedo. Moji predgovorniki so že počeli povedati, da jaz moram priznati, da se strinjam z Andrejem. V glavnem, jaz ne vidim, da nobenega razloga, da se v bistvu mi pogovarjamo o nekem povišanju, da bi pač obveznosti s pogodbi, tako je bilo še nekaj pogodba, da bo povšalno napisana, kaj se te prostori, mi moramo se pripravljati. Odkonca tudi na drugi strani najemnika ali pa uporabnika teh prostorov, tudi iz pogodbe ni določen standard, kakšne je to. Ampak vseeno pravim, da danes povišena sredstva nadeli za plačilo najemno prostorov, ki ga občina ni zagotovila. Ne vem, zakaj bi morala občina zagotavljati prostor inštitucije, ki je bolj v državni jurisdikciji. Zadnje, dobro, mi se pogovarjamo o tej fakulteti že od samega začetka in tako smo imeli pomisleke o financiranju tega, da je potrebno, smo si že razčistili tekom samega od ustanovitve te fakultete, pa vse redu odpravlje in kar nekaj dobrih študentov je šlo skozi ta postopek izobraževanja. Še vedno mi ni jasno, kaj ima občina za, bom rekel, tudi v tistem ustanovitve nekajkrat po 440 tisoč, ko sem imel tudi, če gremo zdaj potrebno dati, sem vedno tudi pomislil o tem financiranju. Popolnoma enaka inštitucija, kot recimo bolnišnica Brežice, pa ne vem, če občina nekaj mora zagotavljati sredstva. Tako da, ne vem, verjamem, da je pač nekaj interes kot našem zadnje, je to državna inštitucija in mislim, da tudi moramo poskrbeti za Hvala. Leta 2012 se je podpisala tripartitna pogodba glede ustanovitve te naše brežiške fakultete za turizem in večina nas je to zgodbo spremljala z velikim navdušenjem. S tovrstnim navdušenjem gledajo pa zmeraj v roko tudi manj navdušujoči segmenti. To pomeni financiranja, delovanje občine in lokalne skupnosti v smislu obstoja te fakultete. Obligacije, ki jih ima občina za enkrat, do te fakultete so, pravim, za enkrat več kot jasne. Pripomba Aljoše,
podpiram, ampak situacija je trenutno takšna, kot je in se bo moralo še kar nekaj Save preteči, da nam bo uspelo to pogodbo prevetriti in upajmo, da tudi spremeniti. Upajmo tudi, da bo država v tem segmentu naredila svoje, ampak o tem žal nima podatkov, zato o njem ne moram tukaj razpravljati. Dejstvo pa je, da povemo še kaj dobrega tudi, da fakulteta vsako leto sprejme več študentov. Letos jih je v mojih informacijah sprejela 115 srednjih in do sedaj 150 izrednih in to še ni dokončna številka, ker se študentje upisujejo do konca oktobra. Da je v našem mestu kljub samo prinesla malce študijskega utripa, da lahko domači dijaki nadaljujejo študij doma, posebej tisti, ki nimajo možnosti nadaljevati študija izven doma oziroma kraja bivanja in da je račun študentov prav tako povečano število oddaj dualnih študij. Dejstvo je, da projekti, ki smo jih podprli, lahko podpiramo kot dobre vse dotlej, dokler niso kritični za našo občino. Če je to res kritični trenutek, je prav, da ugotovimo. Za enkrat, ko da ne bom dajala obrazložitve glasu, bom glasovala za iz razlogov, ki sem jih omenila prej. Vsekakor pa apeliram na občino, da se uresniči projekt, ki je bil mišljen in katerega ste podprli že pred časom. To pomeni ureditve nekdanjega dijaškega doma za potrebe fakultete za turizem zdaj, na kakšen način, kdo se bo tega lotil tako, kot se zagre, je potrebno prav zastaviti. Kolikor vem, je tudi gradbeno dovoljenje že bilo izdano, zato imamo napačno informacijo, če je bilo res je propadlo. In to vrstni projektni in finančne posledice, ki iz tega izhajajo, tudi niso edinstven primer. To je pa tudi za sredstva iz proračuna. Tako da, hvala. Ja, hvala. Zdaj, bi dal vprašanje, samo ja, seveda. Pred gremo, bom dal nekaj besedo, samo pa stvari treba povratno, kakve stvari bi začeli. Zdaj, kaj se stavbe tiče, mi se res izredno želimo. Mi smo občina financirala celo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je žal spoteklo. In vemo, koliko je bilo pisanih in protokol, vse ostalo držav, še ni finančne konstrukcije. Tako da, kar se tega tiče, v tem trenutku ne moramo nič reči, da bo ali ne bo. Zdaj, kar se tiče, je rekel Joša, ostalih šol in pa tega, treba vedeti, tam se stroški skozi zvečuje, samo o tem smo razpravljali na občinskem svetu, kajti vsako leto proračuni se pokavajo dodatna sredstva in tudi vseh osnovnih šolah so se močno povečali stroški, tako materialni kot vse ostalo. Pa še kaj največje dovoljeno še skozi zahtevajo dodatne, sedaj ne smo tudi sklepe na občinskem svetu, da oziroma odloke smo imenili zato, ker tudi tam marsikaj zahtevajo in nas vidimo, da na drugi strani pa tudi vedno ne delajo si najbolj gospodarno. Zdaj, kar se tiče seveda stroškov, jaz mislim, da bo povedala dekanja, kje se poveča zdaj, koliko sem se še te stroški niso še v novih prostorih, ki jih je najemano, kot so v gimnaziji še, nekje so vse. Zdaj, kar se tiče bolnice, da tudi malo gleda občina odborke bolnice tudi donirala stvari, tudi vedo, da sem že po 100 000 delal, da sem dokumentacijo delal in to zdaj rekli, da je tam. Doniranje je eno obvezno pogodbo. Vredo vse. No, pa tretja stvar, ki je zelo pomembna, to pogodbo je podprl občinski svet. Vemo vsi, kako težko smo se zborili, da smo prišli do te fakultete in vsi sklepi so bile, pa tudi pogodba potrjena na samem občinskem svetu, tako da ne bi slučajno bilo na Boga kazal prste, tako da je bilo to vse. Vse pa jaz strinjam z vami, da bo treba se vsesti nekako določene stvari dorešiti, kajti takrat, ko smo mi o tem razmišljali, nismo razmišljali, mislim, oziroma smo se bolj pogovarjali o prostorih, ki smo jim na nek način zagotovili, da je bilo pravo stavljeno. Tako da definitivno jaz mislim, da se bo treba presesti in bo treba tudi mogoče še stvari kakve dorešiti, kajti ta fakulteta sreče se razvila bistveno bolj, kot je bilo na začetki, kar je pozitivno, seveda bo treba verjetno kar se tega tiče, seveda tudi še reči, da jaz se strinjam, da bomo z novo dekanjo morali tudi
stroški, ki naj bi bili v tej novih prostorih, v bistvu na večini sigurno občini moramo učiti vse, tako kot si to določiti. Magistra, replika po? Jaz se piše. Mikrofon se. Na zadnjem, v konci pojavljajo. Replika? Ja, Res? res. Ja. Zadevšo ne more več, da se strinjati. Kaj so to vladno spletno stran in piše, podpisali pismo nameri o investiciji za potrebe Fakultete za turizem v Brežicah 26. januarja 2022. Po obisku vlade v Posavski regiji so podprejemniki, so prisotni pač podpisali pismo nameri za investicije in tako naprej. Ni le treba neke hude iniciative po spremembi obstoječe pogodbe, pismo nameri je že podpisano, da se vključi ministrstvo, univerza, fakulteta v zagotavljanje trajnih rešitev prostorov. In takrat je to bilo pač Žiraški dom in tako naprej. Skratka, ta projekt je stekel, je odprt in je treba nadaljevati. Mi sprašujemo, kdo je nadaljeval. Pismo nameri ni tako. Če vlada v prisotnosti predsednika vlade, pač državni sekretar podpiše pismo nameri, je to resna stvar za me. In mene zanima župan, kaj se na tem naredilo in ali je vladajoča Svoboda zdaj tako nekaj pomagala, ko so od takrat praktično zdaj na oblasti. Da se vsi tele čudamo, kako je bilo treba pogodbo spremeniti, takrat je bil nastavek za to narejen. Zato ne govoriti, da je pač to zoprno, ko smo takrat leta ne vem kjerega. Glede, jaz bil takrat tudi občinski svetnik, ko smo tisto odločitev sprejemali. In hvala Bogu, da smo sprejeli. Stanka Treska je imela potem tudi zelo aktivno vlogo. In hvala Bogu, da smo si izborili to fakulteto tu in takrat smo prevzeli, da smo sploh to dobili, obveznost za zagotovitev prostore, vendar do zagotovitev trajnih rešitev. Zdaj se fakulteta razvila in trajne rešitve so na strani pristojnega ministrstva in univerze. Ne pa večkrat v nedogled občine. In mene zanima, dokdaj bo občina še nastavljala tudi svoje finance in za tega manj gradina kanalizacij, vodovodov, manj podpirali društva in ostale stvari. To je vprašanje. Pismo nameri smo podpisali pred dobrim letom in pol. S tem se je odprla pot za nov dogovor glede teh prostorov. In ne to pozabiti, ker vidim, da ste vsi v razpravah to sprejeli. To je bistvo. Prosim tudi res za pojasnilo, kaj se dogaja in tudi verjetno, če je nova dekanja tukaj, s tem čestitam, tudi njo prosim za pojasnilo. Jaz bi dal besedo zdaj dekanje. Še enkrat povem, mi smo imeli par sestankov v Brežicah, kjer je bil tudi rektor, nek bivši dekan in pa tudi poslanka in smo se že teh stvari pogovarjali, zaenkrat univerza vztraja, da nima zagotovljenih sredstev za strani vlade. Je kar nekaj vprašanj, dokaj vsem ne bomo vse. Pa to je priložnost, da se v tej vlogi prvič predstavlja tudi občinski svet. Mogoče par 10-7 na začetki, če povečajo sebe, tisti, ki vas napoznajo, čeprav ste že dolgo bili od začetka tu zraven na nastajanje, tako da poznate dobro občinsko vse. Jaz sem še dobro postavila načinka. Lepo zdrav sem. Moje ime je Marija Hranis, prihajam tukaj v vlogi dekanice Fakultete za turizem. V tej vlogi sem sicer res, ko sem nova, sem pa na fakulteti zaposlena že kar dolgo časa, od septembra 2011, tako da sem sodelovala pri resničnih razvojnih korakih, še preden so prvi študenti na fakultetu za korakami in je tudi situacija dokaj dobro poznana. Seveda čisto vsemi podrobnostmi še ne razgovaram, ker se še nisem imela priložnost čisto vse podobiti, bom dogovorila o svojih najboljših možeh. Samo še toliko bi rada dodala. Na fakulteti sem začela kot zelo mlada, z velikim interesom, da naredimo uspešen projekt in mislim, da nam je to do danes uspelo. Moje področje sicer v osnovi ni bilo turizem, sama sem doktorirala na področju politologije in politične zgodovine, tako da sem ves čas ta proces nastajanja opazovala področje z neke druge perspektive in lahko vam zagotovim, da vas zelo dobro razumem
ko bom z veseljem odgovorila tudi še na morebiti kakšna dodatna vprašanja. Torej, kar bi želela nekaj izpostaviti, tako se da že povedano, pogodba je bila res podpisana dobrih 13 let nazaj in razmere so se nekaj sicer niti viditi spremenile, v marsikaterem pa bistveno ne. Gre za fakulteto za turizem članico Univerze v Mariboru, ki po svojem principu razvija svoje tako socialne enote, se pravi članice po različnih mestih po Sloveniji, s čimer so Brežice postavlja univerzitetno mesto. Samo peščica mest v Sloveniji se lahko pohvali s tem statusom, ko govorimo pa na globalni ravni v teh mest še toliko manj. Tako da smo pravzaprav tudi veseli, da so občinski svet prepoznali to veliko vrednost biti univerzitetno mesto, s čimer ste dali prostor v razvoju neke discipline, neke znanosti, priložnost, da znanost, znanje pride do takrat in da se tukaj plemeniti. In jaz verjamem, da smo že večkrat pokazali, da smo na fakulteti v zadnjih 12 letih delovanja plemenitili ne samo finančni vložek, ampak tudi sicer vsakršno delo, ki je tukaj bilo vloženo. Govorili smo v preteklosti o finančnih vložkih, oziroma tudi danes. Mi smo na fakulteti predstavili tudi svoje poročilo o delovanju. Občinski svet, ki ste ga prejeli že poleti v okviru poročil javnih zavodov, kjer smo poskušali ten podrobnejši pogled za zadnje to obdobje, kaj se smo v tem času neposredno samo za lokalno okolje razvili, bi pa rada poudarila nekaj drugih dosežkov. Fakulteta je v tem času postala izjemno uspešna raziskovalna inštitucija, ki se meri v raziskovalni uspešnosti z uveljavljenimi uspešnimi fakultetami na tem področju. To je pri nas najvišje ocenjena ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, kamor zraven sodimo tudi mi in se više uvrščamo kot ostale fakultete drugih univerz ali pa samostojnih zavodov na tem področju. Tako da tukaj smo bili izjemno uspešni. Po zadnjih podatkih lahko povem, da smo v 4 letih na fakulteto pripravljali za 2 milijona različnih sredstev, tako nacionalnih, tržnih, tudi evropskih sredstev projektov. Zaposlili smo skupaj več kot 5 ljudi v tem trenutku na različnih sicer pogodbah, redno zaposleni ali podobno zaposleni in pripravljali v Brežice blizu 1000 študentov do tega dneva. V računu ekonomskih učinkov samo tega vsakdanjega kroženja so se ta sredstva že obilno krat povrnila, ki je občinski svet uložil v preteklih letih preko naše porabe, preko vlaganj ljudi, tudi posamezniki v prostor prinašamo. In jaz mislim, da je to tudi prav. Konec koncev ni namen, da ustanavljamo samo zato, da se denar porabi, pa predvsem, da denar kroži. In mislim, da smo tudi z našimi poročili to dokazali. Je pa zagotovo visokošolski zavod, kot ste izpostavili sami, drugačne vrste šola, drugačne vrste zavod kot osnovno ali srednje šolstvo. Tukaj vam absolutno pripravljujem, da ne grem deliti enakim vatom. Zagotovo si pa upam trditi, da ustrezno s to drugačnostjo pride tudi večji neposredni učinek. V poročilu, ki smo ga priložili, ste tako lahko videli tudi že število projektov, tudi diplomskih magistrskih nalog, ki so bile tudi narejene, tržni projekti in tudi vse ostale aktivnosti, ki jih na fakulteti izjemno izvajamo, podpiramo in si želimo še več ljudi, da se aktivno vključujemo v dogodke, ne samo v okviru Brežiškega oktobra, pa želimo še naprej ponujati in verjamemo, da sredstvi, ki smo jih pridobili, bomo lahko v prihodnosti tega dali samo še več. Po drugi strani fakulteta potrebuje materialne prostore za svoje delovanje. Res je, da piše v zakonih in v ustavi, kdo je dolžan to zagotavljati. Res pa je tudi, da je bila sklenjena pogodba, pred leti, katero je potrjena, da je Brežice postane univerzitetno mesto. Naša naloga na fakulteti je, da si zagotovimo ustrezne prostore, ki bo po naših standardih kakovosti moglo ali pa zagotavljalo to izvedbo. In prostori so poleg knjižnice, torej prostori za izvajanje, so poleg knjižnice edina šibka točka, ki smo jih zdaj prijemali na
vseh mednarodnih evaluacijah in tudi internih evaluacijah. Na vseh prejemamo odlične rezultate, omenila smo raziskovalne. Naši pedagogi se redno uvrščajo na lestvico najbolje ocenjenih pedagogov, prvo, drugo ali tretje mesto redno zasedamo znotraj univerze, torej imamo daleč nadpovprečen rezultat pri tem delu. Torej, vse, kar lahko s svojim delom, s svojim stroškom zagotavljamo, delamo, na materialnih pogojih pa pač smo odvisni predvsem od financ. Gospod župan je že pojasnil, kako je zgodba do zdaj potekala. Torej, če želimo seveda financiranje in zagotavljanje prostorov, torej mi pa, če želimo naslednje leto vrata odpreti s našim študentom, moramo v prvi vrsti imeti prostor. Pripričana sem, da poznate različne fakultete, da veste, kako ti prostori izgledajo. Pri nas naši študenti nimajo predavanih spod eno streho, mi imamo prostore, v preteklosti smo jih tudi gimnaziji v kulturnem domu, tudi v stavbi, zdaj v kulturnem domu na prostorih niso več na voljo. Samo ena zelo veliksta, če lahko tako rečem, predavalnica je možna znotraj stavbe, kjer je tudi naš upravni prostor. Skratka, najemamo še vedno prostore na gimnaziji Brežice, ki je v zadnjih letih razumljivo tudi povečala splošne sredine in to je nas programi razlog za potrebo po povečanju. Tudi pogodba, ki smo jo prejeli zdaj za začetek novega študijskega leta, je prinesla še dodatno povišanje sredstev. V preteklih letih so se ta povišanja pa že zaznana v višini nekje dobro 10% pogodbenega zneska, vendar smo to razliko krili iz svojih sredstev, ker se nam je zdelo pač, da je to nekaj, kar lahko pokrivamo, ker je ta, recimo, pošten odnos med nami vedno veljal. Zdaj pa se zaradi tudi inflacije in stroškov, ki sami dobro poznate, ti stroški povečujejo stroškov 20% in to samo za kratek rok, ne za dolg rok. Naslednja informacija, ki nas sili v to, da iščemo prostore naprej, je dejstvo, da obe trenutni stavbi, ki mi prostore najemamo, nam dolgoročno nista več dosegljivi. Torej, z obeh strani naših najemodajalcev smo dobili informacijo, da si te prostore želijo uporabljati naprej za svoje dejavnosti, ker jih v tem nosijo pač njihove potrebe. Torej, v vsakem primeru smo prisiljeni iskati prostore izven obstoječe lokacije z naslednjim študijskim letom, kar je, kot gospod Župan seveda vplivalo tudi na nadaljne projekcije višjih stroškov, ki se zavedamo, da po takih pogojih pač tega ne moramo zagotavljati. Tretje je to, da torej prostori so ne samo, da niso na enem mestu, da smo praktično na dveh lokacijah, pogosto so tudi neustrezno opremljeni, na kar nas tudi opozarjajo. Torej, nismo ustrezno IKT podpore, recimo, ali pa dostop za študente ni ustrezen, tudi dostop recimo za študente zdravila oziroma tisti, ki imajo ovirano dostopnost. Da nam primanjkuje prostora tudi za pisarne, omenila sem že število zaposlenih. Trenutno so tudi pisarne na dveh lokacijah razdeljene in tudi te pisarne ne zadoščajo za vse zaposlene, zato da kombiniramo delo od doma in si poskušamo to delo deliti. Ne razpolagamo s prostori za obštudijske dejavnosti, za študentsko, temu rekli, življenje, razvoj, niti enega prostora nimamo, ki bi ga lahko namenili, ker bi se lahko študentski vse srečeval, organiziral svoje kar konkretno vpliva tudi na percepcijo kakovosti študija. Danes so študenti v možnosti izbirati med možnih študijskih programih. Generacije so se v teh letih drastično zmanjšale, mesta na univerzah ne toliko, kar pomeni, da smo si eno drugemu tudi velika konkurenca in zato je naša borba za študente zelo tekmovalna, kjer tudi infrastrukturni pogoji absolutno štejejo. In v tem trenutku se na naši fakulteti žal ne moremo pohvaliti z optimalnim prostorom. Bi se pa lahko, koliko bi se naši načrti realizirali, ker smo skozi projektna sredstva, ki smo jih pridobili, skozi pretekla leta in tudi letos, uspešno dobiti kar nekaj opreme, ki bi lahko dali študentsko razpravo, pa je ne moremo, ker nimamo ustrezno recimo IKT sobe, kjer bi omogočali multimedijsko recimo
poučevanje prakse, pa tudi konec koncev izvedbe projektov, ki bi lahko koristila lokalnemu gospodarstvu ali pa seveda tudi širšemu. Skratka, želela bi poudariti, da z naše strani si vsekakor želimo trajnejše rešitve, znotraj katere bomo lahko razvijali še bolj uspešno to, kar smo pretekla leta razvijali. In znotraj tega razvoja verjamemo, da lahko tudi lokalni skupnosti prinesemo še veliko več kot lahko. Vsak let se zavedamo, da potrebuje nekaj časa in v teh 10 oziroma 12 letih, kar opisujemo študente, smo tudi mi že si nabrali neko kritično maso in znanje in izkušenje, predvsem pridobili tudi določene kompetence, ki jih zdaj lahko začenjamo obilo vračati v ožje in širše okolje. Tukaj pa nas predvsem prostori konkretno tudi precej omejujejo. Tako da z tega stališča nagovarjam, da razmislite o tem vložku v fakulteto kot o nečem, kar se bo samemu kraju zagotovo presetero vrnilo v tekočem letu, torej skozi porabo nas, skozi generiranje projektov, ki pridejo sem, skozi naše investicije, skozi naše vlaganje, tudi skozi ustvarjanje delovnih mest, kamor se lokalno prebivalstvo tudi množično zaposluje v našem obsegu. Mislim, da so to investicije lahko zagovarjati. Zdaj, gospod Pavljanič je prej navedla številke, če gledamo opis v prvi letnik, na prvi stopni smo letos skupno pisali 43 študentov, na drugi stopni je letos upisali novih študentov. Tukaj pa so še opisi v drugi letnik, na redno študiju, na izredno študiju pa opisi še potekajo do konca oktobra, ker je pač takšen proces in tako pričakujemo, da bo številka blizu 100 upisanih, ampak je še proces še ni zaključen, tako da tukaj takšne številke ne morajo. Dobro, zaključujem to razpravo, vsi se povedali, najprej glasovanje. Zdaj nekje ta denar ne zagotavljamo dodatno, ampak ta denar je bil v proračunu zagotovljen. Se ga že potrdili 50 000 evrov, v bistvu je samo, če je malo pogodbi odprelo, da še občinski svet potem ima razpravo, in to, kar se že na nekaj občinski svet proračunu občine prisotnost. Ja. Razložitev glasuje. Ja, jaz bom ta svet odprl, da je bil v bistvu za nazaj. 23, to leto in to je v bistvu smo že nekaj tretjina dali skozi, še nekaj pričete. Bi pa še enkrat res poudaril. To smo slišali, Žanje zelo lepo povedati, da me zanima, koliko imamo mesto, da lahko da Ljubljana za infrastrukturo, univerznih fakultet in tako naprej. To ni pristojnost občin financirati fakultete in tako naprej. To je pristojnost države. Jaz se zelo zavedam, da smo videli na podeželju malo subtilni do tega in raj davno za nekaj, kar sicer ne bi imeli, in to smo se že tega odločili pred davnimi 10 in še ne še več let in to imamo. Zdaj je tudi čas konc tega te naše dobrodelnosti do pristojnosti države. O tem govorimo. Ne govorimo o tem, ali je fakulteta dobra ali fakulteta ne povemo. To so dejstva. Fakulteta je dobra in fakulteta ne povemo. Mi govorimo o tem, kdo bo še naprej prišla na imeno za to fakulteto obvezno. Ali bo to občina, ali bo to država. Jaz mislim, da to mora vzeti končno državo. Zato sem še enkrat povedal, da so pisali. Še enkrat to je povem. Jaz bom se to razvedel. Kaj se pa naprej tiče, da je župan, jaz mislim, da moramo čim prej to stvar osamosvojiti, ker pogledajte, če bo še naprej naslednjih 20 let počval 50 truljev, ne, valoriziral, to je milijon, zdaj milijon, milijon po 2000 evrov po kvadratu, 500 kvadratnih metrov vlastnih površin. Kar ni malo in jaz ne vem, kako ta trenutek potrebuje, ne govorim za vse skupaj, dodatno, to je nekaj postojič. Tako da, resno, to
To je naloga države, ne, jaz spremem si bežijo, ne, občina bo to, kar je rabila fakulteto podabila, občinski proračun bo malo navrtani veci, to ni trajna rešitev. Se strinjam, jaz tudi s tem. Ampak, jaz upam, da bomo zavedati naredili zelo nabil, nas pa se bomo čaka dogajanje, da se bomo tudi iz današnje razprave dekanje razumela in jaz verjamem, da se bomo z direktorji dobili in bomo še razprave. Najbolj glasovanje. Stavljam, da je sklep soglasno potrjen, s tem, da smo pa vsi skupaj dobili iz same razprave eno navodilo naprej, ne? Kaj se povedati?